V imenu Koroške srednje knjižnice dr. Franca Sušnika se zahvaljujemo vsem vam in gospodu Zormanu, da ste se odločili napisati knjigo, da ste se odločili združiti vse vaše zapise, spise, eseje v eno tako čudovito celoto, ki jo boste predstavila danes z Barbaro Žvec. Zdaj pa kar vama predajam besedo, vam pa uživajte v nekem dogodku v živo. Lep dober večer. Moje ime je Barbara Žvec. Sem Ravnčanka, zdaj že nekaj časa živim na Prevaljah, pa bom kar povedala, da mi je bilo zelo zanimivo brati gospodovo knjigo, ker sem prepoznala kraje in je res takih fajn malo jih je zakamufliralo, pač da se moraš malo potruditi, ko bereš, da se še mogoče sam kaj spomniš, kje se ti je kaj dogajalo. Da jaz bi gospoda Zormana lepo pozdravila, dobro večer, pa bi vas prosila, da za tiste, ki nas po spletu spremljajo, da se pač v parih kratkih stavkih predstavite, prosim. Ja, jaz sem Zorman Jože, rojen na Koroškem 41. leta in še vedno živim tu. Šolo sem končal osnovno šolo v Ravnah, srednjo v Mariboru, potem se zaposlil že v Zadnje Ravne, pa sem glede na svojo radovednost šel še tri druga podjetja na Koroškem, tako da sem med delom, tudi ob delom, bi rekel, končal visoko šolo za organizacijo dela na Univerzi Maribor. Po upokojitvi sem pa začel razmišljati o knjigi, prej ni bilo časa, tako da sem napisal to knjigo Vihle mladih v iskanju razne poti in upam, da bo vam všeč tako mladim, tudi nekoliko starejšim in da bo imeli prijetne trenutke v branju. Jaz sem imela vsekakor, sem še pol doma spraševala tasta, kje bo drsališče na Ravnah, ki so se drsali, a so res imeli kako hokejsko ekipo. Tako da mi je res zanimivo še malo raziskovati, poleg tega, da sem jo vsem prebrala. Ne moramo pa seveda mimo tega, zdaj, če ste dobri v matematiki, ste izračunali, koliko je gospod Jože star. Kako to, da ste se zdaj šele odločili, da boste knjigo izdali oziroma napisali? Ja, mislim na to je že prišla pred mnogimi leti, bi rekel, že od mladih nog naprej. Ko sem zelo rad bral sem predvsem rad napete in razboljive knjige, tako da, ampak vedno je bilo nekaj premalo časa, da bi se lotil knjige. Tako sem rekel, služba, otroci, delo doma. Ko sem pa šel v pokoj, v penzijo, pa sem se že našel tisti razpoložil čas, da sem napisal knjigo in da je bila izdana. Napeta je res, to moram priznati, jaz tudi rada berem, predvsem take, ker moraš malo zelo razmišljati, pa kaj raziskati, pa malo kriminala je že fajn, če je, pa da je na koncu pač dober konc, a ne tak srečen, ne zdaj tak žalosten za vse te like, ko jih spoznaš skozi zgodbo. Glede na to, da ste napisali knjigo, pa da imate sina Janka, a ste kako drevo tudi posadili? Povejte, kako pravijo, da si pravi slovensko, imaš sina, ko knjigo napišeš, pa ko drevo posadiš. Ja, jaz ti nisem drevo posadil en grnso. Aha, to je tudi v redu. Zdaj pa, glede na to, da smo pač lani imeli to žalostno situacijo z COVID-om in z zaprtjem pač celotnega življenja, skoraj me zanima, če vam je tukaj pomagalo, da ste knjigo dokončali, ali ste to vi že prej vse zrihtali? Knjigo sem že prej dokončal. V glavnem sem jo prej dokončal, tako da mi ta karantena pa epidemija nekaj šla na roke, da bi bilo. Bi pa, torej, so bile razne manjše, recimo, kakve opaske ali karkoli takega, da se še dodatno napisalo, bila je dokončana.
Kako ste pa prišli oziroma, kje se je v vas rodila želja po knjigi? A ste vodok brali, ko ste bili mladi? Ja, jaz sem v mladih letih veliko bral knjig. Tako sem rekel, take napete, pa razborljive. In med branjem se mi je večkrat utrnila misel, zakaj pa ne, tako bi pa morda je za mlade, predvsem za mlade, morda proba sam napisati, ne? Ker predvsem mislim na to, da bi, jaz sem se pogost, veliko sem se družil z otroci pa z mladostniki, ne? Mislim v svojem življenju, v njihovem krogu, spoznal njihove dobre slabe strani in veselilo me je, če bi za njih napisal eno kratko zgodbo, ki bi jih razveselila, ki bi jih z veseljem brali. Zdaj vam je uspelo napisati zelo dolgo zgodbo. 444 strani ima knjiga, tudi da ste kar lepo število dogodivščin noter vpletli. Povedali ste mi že, zakaj mladinski kriminalni roman. Zdaj me pa še zanima to, če ste, glede na to, da imate sina Janka, če ste v njegov lik, pa v lik njegovih prijateljev oziroma nasprotnikov, tudi kaj sebe vpletli ali pa svojih poznancev, sorodnikov, mogoče celo sinovih lastnosti. Nič ni bilo kaj takega, da bi vse je bilo spletu bliščin, bi rekel, zgodba sama, recimo imena, ko sem izbiral, pač vse, ko sem bil najbližje, zdaj nisem gledal, to je oseba, pa jaz sem gledal spisek z imeni, tudi moj sin Janko, pa Peter, pa tisti Kosija, ko so, moja ščerka je oporočena z Matejem in sin ščer vnukina, ko gleda knjigo, jo zelo rada bere, hodi v tretji razredne šole, predvsem zaradi tega, ker je njen ata, Matej. Aha, sem to pa reče na to, da Matej je bolj na strani tistih, da žleh. Ja, tisto je pa že mama njena je obvestila, da to ni. Da ni po resnici. Ja, v knjigi pač spoznamo tako eni dve taki skupini, dva klana, pač eni so na strani dobrih, eni na strani slabih, tako pač je pri vseh zanimivih knjigah. In Peter in Matej sta tista dva, ki pač vodita ta žlehnal. Na drugi strani je Janko, pa njegovi prijatelji Milko, Darko, Urh, ki pač potem pomagajo Kati pa Veri, seveda so tudi punce v knjigi, ker pač to so le mladostniki in jih take stvari začnejo zanimati, bolje tudi, če boste knjigo prebrali, oziroma tisti, ki ste jo mogoče že na koncu, je seveda srečen razplet, fantje grejo s puncem na lepše, tako da je res zanimivo, no. Bi me pa zanimalo še to, kak je vas kraj v knjigi? Jaz sem jih kar nekaj prepoznala, že prej sem rekla, da ste jih fajn zakamuflirali, ker pač se veste, če se osebe prepoznajo v knjigah, ni dobro, lahko celo kakšna tožba, ki pade. Če se pa kraji prepoznajo, je pa za bralca, sploh če je domačin, res fajn prebrati kaj o domačem kraju. Ja, v glavnem se slučaj tole v mestu Ravne, gre tudi zgodba o Prevalju na Leše, tam ko prodajata mamila. Drugače pa precej govora o bifeju Lipta, ko je kot tam na križišče, avtobusna, pole tista šola tam, ko je železarna Itak, tu gimnazija, stadion, pa tisto veselišče, ko pišem tam pa za sankarišče, je pri Korenu, kot tam zravna socialne službe, ko je tisto privat hiše, tam dol tisto strmine. Fajn za sankati včasih. Ja, in so otroci sankali vedno, tam, kjer drsata zastavo, je pa v zadnji, od rokometnega igrišča, kjer je bila taka potoka, je bila drča. In to se drča je bila kar strmo, pa nevarna, in tam pa grmoje, zdaj se mislim, da so mi posekali nekaj. In tam sta se drsali, čisto na začetku zastavo. Vi ste to vse premislili, a ste se sami tudi tam dodrsali? Prosim? Če ste se sami tudi tam dodrsali? Ja, ko sem rad bil posodko je popolno. Aha. Zakaj ste si pa ravno izbrali leto 2007?
Pa tudi tako čisto naključno, ali ima... Čisto naključno je bilo, nič ni bilo kaj, da bi tam bil kak dogodek, ki bi me spominjal, pa da bi za to opisal kako doživetje. Čisto naključno, tako da ni kaj posebnega bilo. Se pa zgodba dogaja med zimskimi počitnicami, dogajanje se zaplete, odplete in srečno konča v 10 dneh, tako da ste imeli kar dober tempo, da ste 10 dni spravili na tako veliko število strani, pa me zanima, ste si to vi kak načrt naredili, kao vse se mora v enem dnevu zgoditi? A vidite, da je bilo čisto spontano to. Spontano je bilo čisto moja domišljija. Nisem si mogel, da bi recimo jaz rekel, zdaj bom pa to, recimo vnaprej si čas postavi rekel, to bom pa dogodke opisal v 2 dneh. To je nemogoče. Tako bi smo gledati časovne normative za vse te dogodke, da bi na 24 ur razdelil tudi. Jaz tega ne zmorem, če kjer ne zmorem, ne vem. In zato je bilo to spontano glede na razvoj dogodkov, kako so se dogodki razvijali. Poleg tega je še tako bilo, da sem jaz pogosto, ko sem kaj napisal, pa sem drug dan prebral, se mi ni dopadlo, sem črtal, pa spet na novo, pa kaj dodal zravno in tako naprej, tako da nobenega cilja nismo, da je to v 10 dneh bilo. Z zaključkom je 11 dni pride, ampak samo hotel reči, da je 10 dni, tako da to je moja domišljija. Super, vam dela domišljija, če ste rekli, da je bilo vse to tako spontano, ker 444 strani ni tako malo. Tistim knjigam, po moje, čez 500 strani bravci pogovorno rečemo špeh. Tako da to je zelo blizu temu, knjiga je konkretna, ampak meni je všeč zaradi tega, ker pač so fajn črke, no res, niso tiste mini črke, da jih ne bi starejši bravci ali pa mi špehlarji mogli prebrati. Tudi naslovnica je taka, vidite, z hokejem se vse začne, a ne? Pač kriva je ta stava med Petrom pa med Jankom. In potem se zgodba res fajn hitro dogaja, ko bereš, ti ne zmanjka pač pozornosti, te zanima, kaj se bo zdaj zgodilo, ali bojo mogoče slabi prestopili na stran dobrih, ali se bojo sprli, ali bojo rešili, kaj ti pa vedo, ali bojo kaj preprečili, pač kar se vmeze zaplete. Vsega vam jaz ne bi povedal, pač je res fajn, če preberete, boste videli še kakšne druge stvari, mogoče se boste iz svojega življenja ali izkušnje spomnili še kaj, če ste domačini. Tako da jo res priporočam. Me pa zanima še to, kako dolgo je pa trajal tudi vaš ustvarjalni proces, ko ste rekli, da ste prvi naslednji dan brali, vas ste popravljali, preden da ste zaključili? Ja, več let je trajalo, več let je bilo. Poleg tega hoče reči, da ni bilo samo pisanje, ampak ko sem pisal, sem na take teme obravnaval, recimo, kot je mladostništvo. To je ogromno literature, psihologije in tako naprej. Nekaj se mogo prebrati, ker ne moreš tako na slepo nekaj pisati, ker te lahko jutri eden parati, to je pa narobe. Ali pa recimo o delu preiskovalcev, preiskovalnih kriminalistov. To je meni tema bila včasih. Tega sem mogel tudi knjige tu študijske sposobni prebrati, pa ne samo prebrati, razumeti, samo tisto, kar pišeš, moraš razumeti. Ker če ne razumeš, je zastavljeno, bolj, da ne pišeš. Ker pri tem, ko razplet dogodkov prihajaš v take natančnosti, pa po tako povezavo, da nekdo, ki je teoriziran, hitro opazi, da nekaj ne štima, da ni usklajeno in tako naprej. To si avtor ne more dovoliti, ker seveda nam to padlo. Ja, jaz se čisto strinjam s tem, pač včasih v kakej knjigi pač vidiš, da je mogoče kdo malo skrenil, kaj napačnega napisal, oziroma da se kaj ne sklada. Jaz pri vas kaj takega nisem opazil, tako da vam je super uspel. Samo nekaj če dovolj, bi omenil še, ko prej nisem omenil, ko sem testo, recimo, igra hokeja. Koliko je tu enih pravil v hokeju, koliko je enih tehničnih lastnosti drsanja, ki jih morajo izvedeti, pa recimo samega sodnika, kako sodi, na kak način in tako dalje, ker na koncu je sploh problematično, ko ga izključita iz igre.
Ampak on je samo igra ni dovoljena. Ja. Ne more biti groba igra, ni dovoljena, lahko je pa ostra igra. To je treba pa močno razlikovati v hokeju. Ena ostra igra, ena je pa groba ne sme biti. In ta pretep je, ko so na koncu ga prizirili, tam ko so odli Janka naprati, to je šlo z namenom, da ga poškodujejo. In to je najstrožja kazen. In take stvari si moral prebrati nekaj. In je zahteva izključitev. To se pravi, da pol tako pisanje res zahteva dosti raziskovanja. Kako je bilo pa z vašimi prvimi igralci? Kdo so bili? A so vam fejst pomagali, kakve so imeli kaj pripombe, opaske? Prve igralce smo pred moje sorodnike. Sestro Nado, nečakinjo Bojanko, potem nečakinjo Eleno, Nino. Lenco, potem Nino, ja, pa je še Lenci Kristina Jureta. Ki je ravno v takih letih zdaj, da je ocenil, ne bi on ocenil, kot fant, kot bi to, kak je njim všeč knjiga. In je bil veliko, da kot zanimivo pravi. Kaj pa drugi so vam dali kakve take pripombe, da ste mogoče potem ja, so imeli tudi pripombe, so sodelovali, všeč jim je bilo, pa ne, imeli so pozitivne odzive in predloge, so imeli predloge, tako da sem jaz v glavne te predloge upošteval v končni verziji knjige. Kako ste pa pol iskali založnika? To je pač zmerno največji problem vseh, ki pač hočejo izdati knjigo. Sploh glede na to, da je to vaš knjižni prvenec. A ste imeli težave, a ste ga hitro našli? Založbo, da on izda knjigo. Ja, za izložbo. Ja, to je svoja zgodba. Najprej sem mišljal samo založbi. Pa smo predvsej preštudirali to zadevo, kako je bilo na koncu smo ugotovili, da niti slučajno finančno ne more tega. Pa smo začeli iskati tako založbo za izdajo knjige in distribucijo in moram reči, da čisto slučajno, nepričakovano sem našel založbo Primus iz Brežica, pa sem jih poklical, smo se pomenili, hitro se dogovorili in knjiga je tam. Oni imajo en poseben, pač, niti na projekt, pač, oni izdajajo slovenske avtorje, ki pač izdajajo svoj knjižni prvenec. To je zbirka avtorjev, v kateri je tudi vaša knjiga je šla. Kar nekaj dobrih knjig je na tak način šlo. In je res mogoče škoda, da se kakva večja promocija teh knjig ne dela, mislim, kako je bilo pri vas, ste že predstavljali kje svojo knjigo? Ne, mislim, to je zdaj, pri vas je to prvič. Zdaj, oni imajo svoje promocije, ko sem dobil na odgovor na to, ko sem jih povabil vse, so rekli, da bojo oni tudi mene povabili. Ne vem, kje bojo vse organizirali, ampak v glavnem je njihov področje, da zaenkrat je Ljubljana. Predvsem so najboljši teh distributerjev za mladinske knjige. V Ljubljani so mladinske knjige izgleda napolnjene z tem. V Siški sem zvedel, da mladinska knjiga v Šiški da prodaja, pa še druge. Tako do nas še to ni prišlo. Ja, knjiga je zelo sveža, nosi datum marc 2021. Tako da njena pot se šele dobro začenja, pa glede na to, kakve so trenutno razmere, je malo razumljivo, da pač nekih večjih dogodkov ni, ker so nam pač prepovedali, da se družimo. Tako da bomo pač po spletu promovirali vašo knjigo. Jaz sem strastna bralka in meni se fantastično zdi, če tak domačin, oziroma jaz se vam že zmerno za Ravničanko na pol izda knjigo. Tudi vedno, kadar je možnost, da grem na kakvo predstavitev, rada jih preberem, pač rada preberem v naših krajih, naši kraji so krasni, tako da tudi nič čudnega ni, da se knjiga dogaja tam, kjer odraščaš.
In je res en tak lep, eno tako lepo posvetilo tudi domačemu kraju, se mi zdi. Tudi da jaz upam, da imate še v načrtu kako knjigo, ste že razmišljali kaj? Ne vem, ne verjamem, da še kaj bom, zato ker je pa odvisno od zdravja, ne. Samo žal so to leta in pri teh letih je težko na kar velikega upanja. Jaz vam želim bolj zdravja, ker bi bilo res zanimivo še brati kako mogoče o istih junakih, kje druge, s kako drugo dogodivščino. Kar povejte. Glede debeline knjige, ko ste prej omenili, moram povedati, da ko sem jaz knjigo zaključil, ko sem jo dokončal, da je imel samo, ampak pisano bilo na A4 formatu, ta manjši format, in da je imel samo tam okrog 330 strani. Tako da je bila precej manj debela in ne vem, to je pač format knjižni. Tudi 330 bi bilo še zmenil, kar konkretni zalogaj. Kakve so bila reakcije vaših sorodnikov, vaše najožje družine, ko ste rekli, da je knjigo napisal? Ja, zelo dobre so bile reakcije, ker ožji krog družine je že vse skozi vedel, da piše knjigo. In ko je bila, ko sem jim sporočil, da je knjiga pripravljena, da sem zadovoljen z zgodbo in da sem pripravljen, da jih delim z drugimi, je navdušenje narastlo. Tako da upam, da bodo tako mladi kot starejši se vključili v branje in da bom mislim, zadovoljil njihovim željam. No, jaz ne povem, jaz mislim, da je najmlajša. Tako da knjige za mladinski kriminalni roman pač ne spada več v mojo starostno skupino, ali kako ne rečem, ampak jaz sem uživala, jaz sem jo prebrala zelo hitro, no tako sem že prej rekla, zgodba kar sama vleče naprej, pač moraš izvedeti, kaj se bo na naslednjih straneh zdaj zgodilo. Tako da bi jo tudi uvrstil kako višjo kategorijo za starejše bralce, absolutno. Vi ste mi prej tam povedali, ko smo se pogovarjala, da je vaša vnukinja, ko je stara 9 let, bere in da je že na polovici, tako da polovete, da jo lahko tudi mlajšim, pa jim bo zanimivo. Zakaj ste se pa odločili, da boste poleg športa vključili še droge, pa prevarante oziroma ko so hoteli ukrasti tovarno Amerikanov? To sem prebral, odkar pomnim nazaj sem knjige zelo bral. In ko sem knjige bral, se pravi, da sem imel trdno misel, da bi tudi sam kaj napisal, ampak vedno je bilo, da ni bilo časa, da za delo in tako naprej. V penziji sem pa pol našel tisti čas. Vključil sem pa za mlade, predvsem zaradi tega, ker me veselilo bi me, če bi knjiga bila všeč mladim, da bi uživali v branju. Tukaj ste rekel, da sem prej, da sem v krogu mladih, predvsej, mi smo bili takrat tudi širša družina, sestre so bile otroke, so bile poročene, jaz pa zdaj tudi, vedno smo bili jaz sem se igral z otročnimi, včasih je bilo tako, prav zanimivo, in rad sem videl, da so se otroci veselili, da uživajo. In v branju knjig so pravzaprav vsi uživali. Ja, res je, in še en tak nauk da na koncu knjiga, da pač boljše je, če si na strani tistih, ki so prijazni, ki drugim pomagajo, in pač da mogoče jo malo podkuriš, pa opomniš tiste, ki so na strani slabši, da pač se ne splača, ker na koncu zmerno zmaga dobro. Tu me je tudi vodilo to, da večkrat sem naletel na knjige, ki so res zelo, bi rekel, po domače pretepaške, preveč pretepaške. Šlo se samo za surovo silo, premalo je bilo pa recimo kaj o
pozitivnega. Zato sem jaz tu bolj hotel prikazati ločnico narediti med dobrimi pa slabimi. Slabi tek delajo, dobri tek pa neko možno, zdaj manj se ljudi imajo pogovor. Tako da bi, moram reči, jaz sem tudi, ko sem bral te, ko sem časi tek bral, sem tudi naredil na take knjige. Ena so bili sigurno všeč, ena so pa samo zato šle, da avtor izrazi neko silo, nek pretep, uživam pri tem, pri krvavih scenah, karkoli. To mi pa ni bilo prečeče. Mislim, hotel s tem pokazati tudi, da veliko ločnico, eno so dobri, eno so slabi in da se recimo mladi bolj znajo predstavljati recimo razlike med temi. Čeprav tudi ni rečeno, da tisti, ko so dobri, tudi oni grešijo, pa tudi včasih nekaj napačnega naredijo, ampak v glavnem so. Ja, sej vsak ima svoje napake, sploh pa tudi, ko je podnaslovljena knjiga v iskanju lastne poti, pač naletiš na marsikaj, moraš se odločiti, včasih se odločiš prav, včasih se odločiš narobe. Bi pa jaz rekel, da je res tako realna zgodba, ki bi se lahko zgodila kadarkoli, pač ne vem, 30 let nazaj, 10 let nazaj ali pa včeraj, ker pač res opiše mlade, tako ste vi rekli, da ste raziskovali malo psihologije mladih, da to res tako realno, nima zdaj nekih nadnaravnih sposobnosti, ali pa da bi kdo bil, ne vem, vidi se tudi vpliv družine, ne vem, tudi ko so slabi, pač jih tudi malo v to prisili oziroma potegne družina, okolje, v kakem odraščajo. Zato, ker recimo, če vam sam to izdam, da pač Mateja, ki je na strani slabih, v to preprodajo drog, pač potegne ata. Tako da res vidiš in vpliv družine, in vpliv okolja, pa pač to, kak človek si pač, a se boš postavil na dobro stran, a se boš postavil pa na slabo stran. Tako da, jaz bi vam čestita vašemu knjižnemu prvencu. Jaz sem uživala, upam, da ste, oziroma da boste tudi vi, vsem, ki nas pa gledate prek spleta, pa res priporočam. Čeprav zgleda pač tako konkreten zalogaj, se res hitro bere in jaz sem morala vsega skupaj 2 dni. Tako da, jaz se vam lepo zahvaljujem. Upam, da vam bo zdravje služilo, da boste vsaj še kako kratko zgodbo lahko napisali. Če za kaj drugega, ne mogoče za vaše vnuke, da bo rekli, to je pa moj dedi napisal, da se bo imeli s čim za pohvaliti. Tako da jaz pa bi zdaj predal besedo vam, če vam mogoče še kdo kako vprašanje. Drugače pa se tudi jaz vam lepo zahvaljujem. Jaz sem uživala v vaši družbi, pa upam, da še gledam kakšne priložnosti.